Živijo, dragi moji, in ponovno pozdravljeni od mene. Tale video je v bistvu nadaljevanje. Posnela sem ga v 2 delih od prejšnjega tedna, ko sem vam dala dejansko napotke, kako nekako se spraviti v introspekcijo, zato da ste, upam, zdaj zbudili to vprašanje, kdo ste, kaj si vi res želite. Zdaj bi pa rada mečka nadgradila z eno tematiko, za katero verjamem, da bo marsikaj prišlo prav. In sicer sem vam pripravila 4 mite o tem, kdo naj bi bili duhovni ljudje. V duhovni rasti prihaja dostikrat z zelo hudih zahtev. Duhovni človek je, to vam brez teh mitov je veliko, rada bi pa 4, danes bi rada nekako zajela, zaradi tega, to so tisti 4 miti, ki najbolj nekako mučijo ljudi, ki me spremljate, in bi zdaj vam rada nekako razložila, in ko vam bom to razložila, boste videli po neki logiki, vse v bistvu je pa to tako, dosti ljudi, ki gre v duhovno rast, je to zelo lepa stvar, to pomeni, se počutijo boljš, življenje jim zafunkcionira, hkrati se pa tudi soočajo z drugim aspektom, in ta drugi aspekt je, da jim dostikrat ljudi očitajo in jim usekajo ravno po tem, ker vejo, da se ukvarjajo z duhovnostjo, ker vejo, da rastejo, in ko hočejo jih nekaj energijsko nadvladati, jim spodnesejo ravno to, da niso duhovni, in ko proba pride do te nadvlade, imajo oni argument, ki naj bi nekemu duhovnemu človeku pokazal, da on ni duhoven. In jaz bi zdaj rada te argumente ovrgla, zaradi tega, ker dostikrat ljudi pa zelo spravijo stran od zelo močne duhovne rasti. Ampak to ljudi naredijo zato, ker te hočejo podrediti svoji energiji. In jaz bi rada danes zagotovila, da do tega ne pride. Mit številka 1. Duhovni ljudje so prijazni, vse odpuščajoči. Ja, valjda. In potem vsi zavijo čokolado. Dragi moji, to ni tako. Mislim, pazi to. Mislim, kaj ima prijaznost veze s tem? To pomeni, v prvi vrsti ti kot duša si vseobsegajoča ljubezen do tebe kot nekdo, ki prihajaš iz izvora. Ampak ti si se šel inkarnirati v svet, ki je tudi prijazen, pa velikokrat pač tudi ne. In duhovni ljudje večinoma smo prijazni, smo sočutni, smo pozitivni, smo naravnani. Znamo biti pa tudi tečni, pa ostri, pa ne vem kaj. In prav je tako. Ja, ampak ne, ti moraš biti tako, pa to naprej. Pa nekdo, ki vrže kamen vate, ti razumeš, da on to dela iz bolečine in ti mu nazaj ponudiš samo ljubezen, pa tako naprej. Dragi moji, če ti to narediš, to pomeni, da ti iz namena prijaznosti in ljubezni do nekoga drugega sprejmeš v svojo energijo negativno, popolnoma drugačno frekvenco, kakor si ti, in rečeš, sprejemam to energijo, v zameno ti dajem pa del svoje energije, ki je pa sočutna in tako naprej. Ja, ampak se polte ta energija, veš, če si ti tako ne poškoduje, tudi če on to vrže v tebe. Ja, pa te, zato ker je nasproten pol. Ne moreš reči, da ne vem, če bo slon po hodu mravljo, da mravlji nič ne bo. To so zakoni narave, dragi moji. A veš, duhovni ljudje, več ali manj so res, pa smo taki, smo ful sočutni, smo prijazni, smo veseli. Imamo pa tudi take včasih energijske meje, ki so prijaznost do sebe, ne pridejo pa čisto ven kot prijaznost do drugih, ampak to se zgodi takrat, ko tvoje energijsko polje ali pa avrično polje začuti, da rabi samo mejo postaviti in naredi neko hitro reakcijo, nekaj odreagira samo zato, da reče, prosim, ne mi prestopati v avro, s tem ne želim te frekvence, ni mi sorodna. To ni nič drugega, kaj ima prijaznost veze s tem, zato je to besedo prijaznost hotel komorkoli kaj tlačati. Jaz vam nekaj povem. Ljudje, ki rečejo, so ves čas pozitivni, prijazni in ni res.
ni res, sorry, mene to ne more prepričati. Ljudje se lahko to delajo, dragi moji. Lahko, ne vem, sodelavko v službi govori, kaj si pa ti tako nervozna, jaz pa rastem, pa duhovne knjige berem, pa sem ves čas dobre volje. To ti ona servira samo, ker si v službi, ker hoče se ti mogoče malo slabo glede sebe počutiš, kakorkoli že ti daje neko lekcijo, ampak ni res. Obstaja meja, kjer tudi jaz lahko tej ženski prestopam čez, pa bo izklopila prijaznost, kakorkoli je duhovno bitje. Štekaš? Ampak, veš, z unih časa 8 ur, ko si v službi, pa ona daje tebi tak občutek, ne pomeni, da ti vidiš njeno 24-urno realnost. Lahko ti pa povem, da kakorkoli se mogoče tudi v službi, v družbi kaže, hi, ha, ha, hu, ni to tako. Ko se, razumeš, izklopi delovnik, tam gre domov vsak s svojimi čustvi. Recimo, če sem zbrala neko okoli službe. Okay? Duhovnost je naravnost. Pomeni biti človeško bitje, pomeni biti duša v zemeljski obliki, ki včasih tudi preko tega, da je nervozna in tako naprej, prihaja do tega svojega stanja ljubezni do sebe. Bodi naraven, ne rabiš biti prijazen, bodi naraven. Če boš naraven, boš toliko v stiku s seboj, da to ne pomeniš neka zoprna grizelda, ampak boš več ali manj tudi to, kar svet kao pričakuje, prijazen. Ampak zato, ker boš ti v sebi pomirjen. In ko ti to ne bo pasalo in boš naravno odreagiral, boš samo vzpostavil nazaj svoje energijsko polje, ki pravi do tukaj. Štekamo, tako uvrgli smo tami. Druga stvar. Ljudje, ki so duhovni, se oblačijo samo v belo barvo. Kje so to ljudje slišali? Tebi je na zemlji bil dan cel spektr barv, vsaka ima svojo frekvenco, od bele do črne. Ampak duhovni ljudje se samo belo oblačijo, zato je to pozitivna barva. V redu, zdaj pa jaz dala kontraargument. Vsi filmi, ki ste jih videli o satanističnih obredih, v kakšne barve so oblečeni? Črna? Črno-rdečo? Mogoče kakšni. V kakšno barvo najmočnejša satanistična združenja vseh svetov se oblačijo? Kakšne kapuce imajo? No, pa si odgovorimo. Bele, a ne? Kako pa? Zaradi tega, ker je bela barva, ki iniciira. Zato recimo, ko se otrok rodi, ful pa naredijo zabavo, je vse v belem. Zato, ker je prišla neko novo bitjece na planet. In ko nekdo umre, se žalujoči oblečejo v črno, zato ker črno simbolizira, želim energijo za sebe. Želim energijo tukaj obdržati. Malce se tukaj zavarujajo tudi pri temi hudimi šusi žalovanja in tako naprej. Nobena barva ni slaba, ima samo različno frekvenco. Če bi bila črna barva slaba, dragi moji, a lahko pogledate črnega kužka, jaz imam doma enega blond pa enega črnega, pa rečem, ojoj, ona je pa črna, Tara, črna si, tako da, slab pes. Ja, ne, a je panter, puma, a so to slabe živali? Negativna barva je to. Vsi, ki imate črne kužke doma, a lahko rečete, da so negativni? Če narava nekaj oblekla določeno barvo, kako je lahko to slabo pol? Črna barva je zaščitna barva, razumeš? In nič ni narobe tudi sivo, zarjavo, katerekoli so videti kot temnejši odtenki. A ne? A veš? A je noč slaba? Ne, po noči se počiva. Se imamo radi noč, počivamo, potujemo, spimo, mistične stvari se nam lahko dogajajo. Torej ni slabo. Ampak zakaj so ljudje to naredili? Je samo pač različen namen frekvenc. Oblačite se v karkoli čute v danem trenutku. Ne spet nekaj lažnega delati z namenom, ker ste duhovni. Štekaš? Duhovni ljudje niso materialni. Si ne želijo denarja in si ne želijo uspeha. A res? Kaj pa je tvoje telo? Dragi moji, tole je material, dejstvo, tole je snov. Vaše telo je snov, ki bo enkrat razpadlo. Pač dejstvo je, a ne, razpadli bomo, to bo ostalo od nas, a štekaš.
Mi smo se kot duše šli inkarnirati v materialni svet, ker smo hoteli materialno izkušnjo. Ne moreš priti na planet Zemlja in pluvati po lastnem izboru in reči, da je slab, ker to pomeni, da vse pluvaš kot duša, da si naredil slab izbor, ker si izbral materialen planet. Ti si prišel z materialnim planetom sodelovati in ga uporabljati kot orodje za svoje maksimalno izkušanje in material, pa tudi denar in vse drugo, kar zraven paše, vse ni samo denar, vse oblike, je samo orodje tega. Ne zavračajte svoje izkušnje, če zavračaš materialno, zavračaš izkušanje na zemlji, kar ti pa tudi duhovna rasti ne bo prinesel, zaradi tega, ker si zavrnil glavno orodje, v katerega si se šel pa inkarnirati in si z inkarnacijo rekel, hočem ga. Kjera fora? Duhovni ljudje imajo vse odgovore in vse vejo. Sve znalice so to. A štekaš? Ni res. Če je nekdo guru in vse ve, ima vse odgovore, potem nikoli ne raste. Prav je, da nima, a veš, to duhovni učitelji, mi, prav je, da nimamo vse odgovore, prav je, da tudi nekaj se zaštrikamo, prav je, da razumeš, nekaj pokažemo, neko človeško plat, kar nas včasih kdo gleda, pa se misli, kaj pa je bilo s Kristi danes. Prav je tako, prav je, da nimamo vseh odgovorov. In tudi ti, ki duhovno rasteš, nikoli ne boš imel vseh odgovorov. Kajti največja duhovna rast se zbuja samo rastjo, to pomeni za samim napredovanjem. In ko ti nekaj ne veš, v enem trenutku se ne znajdeš, pomeni, da poiščeš te informacije. In ko ti to poiščeš v sebi, ko se spustiš, ko najdeš ta odgovor, to je trenutek te rasti, ko si na novi stopnički. Ves čas iščemo odgovore, ves čas je nekaj, ves čas se učimo, ves čas napredujemo. To ne pomeni, da duhovno bitje je tisto, ki ima vse odgovore. Duhovno bitje je tisti, ki vedno znova išče nove odgovore. Se duša tudi za vsako novo inkarnacijo je prišla po nove izkušnje in nove odgovore. S tem ves čas potrjuje, kdo ona v resnici je. Ko vi niste neka perfektna bitja, ves čas prijazna, oblečena v belo, ki nič ne potrebujete, samo prano in biti v sedanjem trenutku in imaš vse odgovore modrosti na dlani, si v popolni nirvani, ker ti nikoli nič ne znervira. To ni to. Ti dobiš največje odgovore, da lahko druge inspiriraš v svoji izkušnji, kjer dosežeš marsikatero stanje, tudi kad ti včasih nič ni jasen. In karkoli izmed tega vam je zdaj le pomaga, sem jaz vesela. Zato naj vam nišče več ne pritiska na te gumbe, kaj bi vi mogli, kako bi vi mogli, ampak bodite naravno bitje, poslušajte sebe v osnovi tako, kakor se začute. To je duhovno bitje, nekdo, ki se pozna in svojo duhovnost skombinira z zemeljsko lepoto in včasih kaotiko in postane neko tako čudovito bitje na potovanju duše. Razumeš? To je point. Ne si pusti te zahteve obešati na vrat, ker to so potem zahteve. To potem ni nič boljš, kot sistemi, ki nekaj hočejo in zahtevajo od nas. Nič boljšni, isto je. Prisila je. Ne paše se mi danes obleči v belo, ne vem, smo oranžni. Pa meni je duhovno bitje, to je pol prisila. Ti hočeš meni pol na silo svoje mnenje spremeniti duhovno bitje. Duhovno bitje, Kristi Žmahar, je tisto, kar ona čuti tistem dan trenutku, iz tega trenutka lahko najbolj tebe inspirira. Razumeš? Prosim, dovolj si to. In ta mesec začenjamo s takimi meditacijami. Izvorna meditacija. Meditacija duhovnega zavedanja, portal 1212, pa tudi novoletne želje, manifestiranje, priprošnje k angelom in vse to. Jelenček Rudolf, sem že govorila o tem paketu, ti je na voljo. 10 meditacij, od tega samo 4 imaš prispevk, 4 v živo poravnaš, ta 5 ti podarimo, pa še 5 posnetih zraven dobiš za darilo za prenos na računalnik, telefon, načrtne aktivacije za leto 2070. Veliki pok, 21.12. z mano.
ko bom naredila norišnico na internetu, predala vam 12 angelskih blagoslovov, da vas bojo podprla in spisala, vam pripravila blagoslovljene slike, katere boste lahko imeli pa vsak mesec gledati. Noro bo. Poglej si, pridruž se, potovanje.si je naslov in želim ti čim več tebe, da si ti unikatno bitje. Želim ti vse dobro, se vidimo, slišimo in adijo.